Torej, po našem mnenju sta trenutno ključno dva faktorja, zakaj Slovenska vojska v tako slabem stanju, kot je. Najpomembnejši so seveda finance, drugi, nič manj pomemben, pa ni kadrovska podhranjenost. Zdaj, kot je bilo rečeno, je Slovenska vojska v obdobju od 2010 do 2015, v času največje gospodarske krize, prejela kar 943 milijonov manj, kot je bilo načrtovano. To sta za primerjavo 2,5 letna proračuna, ki jih dobi Ministrstvo za obrambo. Pomanjkanje teh sredstev ovira redno delovanje vojske. Načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Osterman, trdi celo, da bi za normalno delovanje Slovenske vojske potrebovali dodatnih 46 milijonov letno. Vlada pa je, ko je obravnavala strateški pregled obrambe, se je zavezala, da bo obrambni proračun povečevala za 20 do 30 milijonov letno. Se pravi, na eni strani potrebujemo 46 milijonov, na drugi strani pa vlada ponuja 20 do 30 milijonov letno, kar dejansko in logično pomeni, da bo Slovenska vojska tudi v prihodnje životarila, denarja za posodobitev in povečanje ognjene moči pa ne bo. Kot nekdanji uslužbenec Ministrstva za obrambo sem imel priložnost videti različne oborožitvene sisteme v Slovenski vojski in povem vam lahko, da so tisti, ki še delujejo, iztrošeni, njihovo vzdrževanje pa je iz dneva v dan dražje. V tej priložnosti bi posebej izpostavil helikopterje, ki so izrednega pomena za mirnodobno delovanje Slovenske vojske, tudi znotraj sistema za zaščito in reševanje. Da ne omenjam zadnjih afer oziroma zadnjih čudnih zadev, ki se dogajajo na Ministrstvu za obrambo, ko ni denarja za usposabljanje pilotov na simulatorjih in so zato nekateri piloti prizemljeni oziroma nimajo aktivne licence za letenje. Letno povečanje proračuna, torej, ko ga načrtuje vlada, govorimo o teh 20 do 30 milijonih letno, je zato po našem mnenju nesprejemljivo in občutno prenisko. Kot je kolega Horvat dejal, Slovenija v zavezništvu ne deluje kot verodostojna partnerica in izgublja ugled. Obljubili smo, da bomo vzpostavili 2 srednji bataljonski bojni skupini, prvo že do leta 2023, se pravi, do takrat imamo 6 let. Vzpostavitev ene srednje bataljonske bojne skupine naj bi po izračunih Ministrstva za obrambo stala okrog 600 milijonov evrov. Mi imamo pa proračun, ki je težek 366 milijonov evrov, od tega gre 80% za plače. Izhajajoč iz tega lahko rečemo, da je vlada zavezništvu podala obljube s figo v žepu, oziroma če tega ne olepšam, bi rekel, da je zavezništvo tudi zavedla. Če bi namreč želeli vsaj delno slediti razvojnemu cilju zagotavljanja obrambnih zmogljivosti in oblikovati eno srednjo bataljonsko bojno skupino do leta 2023, bi zahtevane oborožitvene sisteme morali nabaviti pred letom 2019, saj v skladu z veljavnimi pravilniki, ki so na Ministrstvu za obrambo, traja uvajanje, usposabljanje posadk in nenazadnje tudi certificiranje vsaj 2 leti, da ne govorimo o pripravi in izvedbi javnega razpisa ter o morebitnih revizijah, ki se zelo pogosto ali se vse prevečkrat pojavijo. To pomeni, da bi Slovenska vojska poleg 46 milijonov, dodatnih 46 milijonov letno za redno delovanje potrebovala še vsaj po 100 milijonov za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, če upoštevamo, da bi lahko del plačila bodisi odložili na kasnejši čas ali pa jih izvedli na leasing. Nič manj problematična, kot je finančna situacija, na drugi strani pa ni kadrovska situacija. Vlada v sklepih strateškega pregleda obrambe ugotavlja, da je stalna sestava Slovenske vojske, da se hitro zmanjšuje in je že skoraj 700 pripadnikov pod načrtovanim obsegom. Tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske ugotavlja, da je poklic vojaka zaradi plač na trgu nekonkurenčen. Mi smo na to opozarjali že dlje časa, torej ne samo, da Slovenska vojska ni primerno opremljena, se ne bo modernizirala in ne bo povečevala ognjene moči, ampak bo tudi vse manjša. Naj opomnim, da je srednja bataljonska bojna skupina šteje 900 ljudi, nam jih pa že sedaj primanjkuje 700, za primerjavo. Ost puščice mi v tem trenutku ne upirjamo vojaško vodstvo Slovenske vojske, ki na nevzdržno stanje opozarja vse skozi, temveč na vladajočo koalicijo, to je na vlado. Načelnik generalštaba je brez olepšanja povedal in realno prikazal razmere, kakršne so, in tudi sami pripadniki Slovenske vojske za nastale razmere niso krivi. Njihovo delovanje pa je kot dobro ocenil tudi njihov vrhovni poveljnik, ki je dejal, da sta predanost in profesionalnost pripadnikov Slovenske vojske izjemni. Zavedamo se, da sedanjih razmer, v katerih se je znašla Slovenska vojska, ne bo moč rešiti čez noč. Ostro pa nasprotujemo pasivnosti, s katero se je reševanje tega problema lotila slovenska vlada.
Zavedamo se tudi, da Slovenska vojska v naslednjih nekaj letih ne more prejeti več kot pol milijarde evrov, vendar kljub temu zahtevamo odločne korake, da se stanje v Slovenski vojski spremeni. Zato predlagamo naslednje. Prvič, Slovenski vojski naj se na letni ravni zagotovi vsaj 46 milijonov evrov več, da se tako omogoči normalno, redno delovanje. Ob tem pa naj seveda vlada preuči tudi možnosti, kako zagotoviti nakup oborožitvenih sistemov za povečanje ognjene moči in modernizacijo. Načinov za pridobitev oborožitvenih sistemov je seveda več, lahko gre za zavezniške donacije, sistem gov-to-gov, se pravi government-to-government, za nakup rabljenih oborožitvenih sistemov, za nakup z odloženim plačilom, leasing in tako naprej. Bistveno pa je, da vlada končno pristopi k reševanju problema z vso resnostjo in da odgovornost za to prevzame tudi premier, ne pa da se vedno vse začne in konča pri obrambni ministrici, ki očitno v tej vladi ni dovolj politično močna, da bi lahko zagotovila ustrezne finančne injekcije ali pa ustrezen finančni proračun za delovanje Slovenske vojske. Drugič, pričakujemo pa tudi, da bo v popravljeni zakonodaji, v tem primeru govorimo o zakonu o obrambi in pa zakonu o službi Slovenski vojski, da se bo poklic pripadnika Slovenske vojske oziroma poklic vojaka ustrezno ovrednotil. Naša poslanska skupina bo pri tem vztrajala, vojakom naj se zagotovi ustrezno plačilo za njihovo delo, kot veste, so definirani kot javni uslužbenci in tako tudi obravnavani, pa če tudi so jim omejene nekatere državljanske pravice, ki niso ustrezno kompenzirane. V NSi torej od vlade zahtevamo naj preko številnih mehanizmov, ki jih ima na voljo, vojaški poklic naredi konkurenčen. Opozarjamo pa tudi, da bo z gospodarskim okrevanjem in odpiranjem novih investicij, kot je na primer Magna na Štajerskem, nove kadre še bistveno težje dobiti, še posebno, ker večina pripadnikov prihaja iz tako na štajersko-prekmurskega bazena in da bo zato število pripadnikov Slovenske vojske še naprej upadalo, kar pa je nesprejemljivo. Zato zahtevamo, da vlada končno preneha jamrati in začne iskati rešitve. Hvala lepa.